En lep pozdrav na kanalu The Food. Danes delamo pa kruhek za vsak dan. Jaz v življenju sem spekel po moje že 300-400 hlebcev, štruc, vsega živega kruha. Ni da ni. Zdaj na našem kanalu boste najdeli že pirine štručke, pa odlične francoske štručke. Zdaj pa končno čas, po moje, da naredimo en klasičen, zelo okusen, lušten, enostaven hlebček. Po tem receptu bomo dobili približno pol-kilski hlebček kruha. Zdaj, nič ne bomo preveč komplicirali s 3-dnevnimi vzhajanji in ne vem kaj. Probali bomo narediti nek enostaven, ampak še zmeraj zelo, zelo okusen kruhek. Za začetek bomo dali tole posodo nekih 300 ml vode. Mlačne, seveda. 300-310. Jaz bom uporabil suhi kvas in ga bomo dali noter nekih 5 gramov približno. Kvasec lepo umešamo v vodo. In začnemo dodajati moko. Zdaj za začetek bomo dali noter 300 gramov moke. Pa da ne bo to čisto klasičen bel kruh, bomo mi tukaj malo dvignili okus, pa malo dvignili zdravje, pa še dalj časa bo zdržal, čeprav ta prav dolg sigurno ne bo zdržal. Evo, za začetek damo 50 gramov ržene moke, 50 gramov polnozrnate moke oziroma graha moke, pa še 200 gramov bele moke, tip 500 ali pa tip 850, se pravi krušne moke. Tista je tudi odlična za kaj takega. Evo, tole rahlo umešamo noter, dejansko spojimo vse sestavine skupaj. Zdaj smo dali 300 ml vode, pa 300 gramov moke. In tole vse skupaj, ko bomo lepo umešali, bomo pustili pol urce, da malo počiva, oziroma temu pravimo avtoliza, da se vse skupaj lepo spoji in da začne kvas in gluten malo reagirati. Takole, pazimo, da je vsa moka res umešana noter. In to je to. Nič še nismo gnetli. Evo, pridemo nazaj čez pol urce. Takole, pol urce je tale testo počival. In se je lepo umešal skupaj, že kakšen mehurček se je to pojavil. In zdaj, kaj bomo naredili, dodali bomo še 200 gramov moke, tisto, ki smo mu še dolžni. Zdaj bomo dali noter tole belo moko. In tako lepo posujemo 200 gramov še čez. Ne smemo pa pozabiti še ene zelo pomembne sestavine, da bo naš kruh dober, sol. Zdaj na kilo damo 20 gramov soli, tako da zdaj smo dali pol kile moke in bomo dali 10 gramov soli. Sol lepo umešamo v tole moko, ki smo jo dodali. In zdaj lahko začnemo gnesti. Jaz bom naprej s tole lopatko počasi vgnetil tole moko, ki smo jo mi dodali. Kar nežno začnite, nič na silo. Evo, takole, počas lepo vmešamo. In ko je en del moke že vmešan v testo, jo lepo zvrnemo na pult. Evo, pa imamo in zdaj kar lepo, počas gnetemo čisto rahlo. Nič preveč pritiskati. Sej si bomo umazali roke, ampak na začetku je fajn, da ostanejo čiste. Obračamo testo, ga postavljamo v moko, posod tam, ko čutimo, da se malo prime, mu dodamo tole moko, ki imamo na pultu. In tako vsak naš preklop lahko malenkost bolj pritisnemo. Finta tega je, da se testo lepo raztegne, tukaj poberemo moko in ga prepognemo nazaj. Raztegnemo, prepognemo nazaj. S tem se lepo počasi razvija gluten. Priporočam pa, da na začetku se lote kruh na roke gnesti. Vse une mašine so fajn, ampak je dobro dobiti občutek naprej za testo. Vidite, kako je lep. Zdaj, tole gnetenje bo trajalo
sigurno 5 do 10 minut. Lahko še kakšno minuto več. Evo, testo je ratalo kar močno že. Malenkost lepljivo, ampak se ne lepi na roke. Relativno gladko, kar pomeni, da smo z natim gletenjem ta prvim nekako že končali. Takole oblikujemo testo v eno žogico. Ne raztegujemo ga preveč, ker če se tlele gor strga, pomeni, da smo že malo natrgali gluten. In to je našo kugeljico. Damo počivati še za ene pol urce. Vsekakor pokrijemo, da se ne bo testo sušil. Se vidimo čez pol ure. No, pa smo. Testo je zdaj približno pol urce vzhajal. In se je lepo napel. Še bolj gladek je postal. In kaj bomo zdaj naredili? Res. A so ti preveliki copati? A ti pomagam jaz gor dati. Evo, super si. Takole. Mizo malenkost pomokamo, ne preveč. Glih toliko, da se nam ne prime testo gor. In zvrnemo tale hlebček na mizo. Takole. Zdaj bomo pa v bistvu že oblikovali hlebček. Kako bomo to naredili? Tako, da bomo nežno povlekli eno stran in jo preklopili do sredine ali pa malo čez. In spet nežno potegnemo, ne smemo strgati testa, ampak ga samo raztegnemo. In do sredine. Na ta način bomo zelo lepo napetost naredili tamle od zgori in se nam bo pol tudi kruh lepo tam odprl. Takole. Še enkrat. To naredimo tako, da bomo naredili čist cel krog. Evo, zdaj bomo obrnili hlebec na okrog in ga še malo zategnili. To pa naredimo tako, da primemo na tej strani in ga pritisnemo ob mizo in gremo k sebi. Ne preveč. Na koncu ga še takole malo. In zdaj imamo tukaj lep, napet hlebček na vrhu. Jaz imam tale pehrček in tukaj noter bo še te zadnje vzhajanje se dogajalo. Zdaj, če tega nimate, lahko vzamete neko posodo podobne oblike, dajte en servet noter, malenkost pomoka servet, da se ne bo kruh gor prijel, pa ga tam noter vzhajate, to, da bo držal tole obliko. Pehrček bom jaz dobro pomokal, da se ne bo slučajno testo prijel gor. Zdaj je najbolj, da ta čas tudi prižgete že pečico, na 230 stopinj. Sploh, če imate kamen, ker čez ene dobre pol urce bomo dali tole že peč. Malo ga bom še po vrhu pomokal. Tu, če malo pretiravamo zdaj z mohanjem, nič narobe. Boljš, kot pa da se nam kam prime. In hlebček bom nežno prekucnil semle v posodi za pehrček. Tole, ki se nam je tukaj odprl, lahko brez problema še malo zalepimo skupaj. Še povrh bom malo pomokal. In pokril za cca pol urce. Pa gremo pa v pečico. No, pa poglejmo tale naš kruhek. Kako je lepo vzhajal. Zdaj test naredimo spet s prstom in če gre nekako do polovice nazaj, pomeni, da je ravno prav vzhajan. Ker če bi šel čist do vrha gor, pomeni, da je preveč vzhajan, to pomeni, da v pečici se ne bo prav preveč dvignil. Če bi pa ostal čist noter, pa pomeni, da še malo rabi, da se tele kvasovke razvijajo. In kaj bomo naredili? Najlažje, da se ne bomo preveč zafrkavali, vzamemo eno dilo, damo čez peki papir in bomo zvrnili kruhek lepo gor. Jaz ga lepo takole pridržim in ga nežno zvrnem čez. Ja, kako je lep. Na vrhu je še malo ploščat, kar je super, pol, ko bo šel pa pečico, se bo pa dvignil.
ne pozabiti kruha zarezati. Zdaj imam skalpel, the best varianta za 80 centov ga dobite v lekarni. Lahko uporabite ta staro žiletko, če nimate nič časga pri sebi doma zdajle, vzamete najbolj oster nož, kar ga lahko dobite. Pa gremo. Zdaj lahko bi zarezali na križ, lahko se podpišete gor, ampak za začetek pa za en lep efekt se jaz priporočam, da ga pod enim kotom, takole, naredimo 3 take lunce. Če se da, v enem rezu. To je to. Zdaj tale moka, ki je gor, nič hudega, pol, ko se bo kruh spekel, bo dol padla, bo pa lepe vzorce pustila na kruhu. Evo, tale hlebec gre zdaj v pečico, not bomo pa zlili še en kozarc vode, da bo veliko pare za začetni del peke. Ajde. Takole, pol urce dobro je minil, ene 35 minut, kruha, ki je sigurno že, sem ga pogledal, je kar malo bolj zapečen, sicer tazga vam je zelo rad, da res dobro hrusta, pa pogledamo, kaj je ratal. Evo ga, lepoca. Lepo se je dvignil, lepo se je odprl in mu tale ušeska je malo dobil. Vedno lahko preverite, če je kruh pečen, lepo donil spodaj. Mora imeti tak votu zvok. Pomeni, da je že pečen, da ni več poca se spodaj. To tako lepo diši. Zdaj pa edini problem, ki ga imamo, je to, da moramo dejansko počakati, da se kruha ohladi, preden ga režemo. Ker če ga bomo že zdaj takoj rezali, bo pocast. Se je pa že zelo velikokrat zgodilo, da smo ga pač na hitro pojedli. Malo trebušček včasih boli, ampak je tako dobro, da se splača. Ja. Lepo hrusta. In to je to. Tak puhast kruhek. Zdrav, ker imamo not in rženo moko in polnozrnato moko. Zdaj tole pa eno domače maslo, pa jaz mislim, da ne rabimo nič drugega. Dana, lahko probam? Prid. Kako treba to je bilo? Na. Voli. Zdaj pa to. Ni ga čez domač kruhek. Danes v trgovini res težko že dobiš en zelo kvaliteten kruh. Tako da, če te tole doma naredili, ste res potrkljali svojo družinco. To bi lahko pa kar pojedel, ne? Sam kruh, to je to, ne? No? Ja, pravno. Pa še malo. Pa pol še malo. Pa še malo. Pa pol še malo. Pa še malo. In pol kruhka ni več. A boš ti tudi še malo? A je dober kruh? Je, ne? Izvoli.